Dragi verniki, spoštovani prijatelji, preberimo odlomek iz Svetega pisma, iz Evangelija po Marku, 3. poglavje od 20. do 30. vrste. Nato je prišel v hišo, namreč Jezus. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili. Ko so njegovi to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: Belcebub ga je obsedel in s poglavarjem demonov izganja demone. Tedaj jih je poklical k sebi in jim govoril v prispodobah: Kako more Satan izganjati Satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej Satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže. Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Resnično povem vam, človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja Svetega Duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil. To je povedal, ker so govorili, nečisti duh ga je obsedel. Jezus je potoval po judejski deželi. Učil je, tolažil, spodbujal, razlagal je Božjo besedo, govoril je o Bogu. In pa seveda delal je čudeže. Ozdravljena je bila hroma roka v shodnici, ozdravljen je bil hromi, ki so ga 4 nosili, ozdravil je gobavca, izganjal je demone, se pravi nečiste duhove. In Božja beseda jasno pravi, da ko so demoni zapuščali ljudi, so ti ljudje vpili: Ti si Božji sin. Zanimivo, demoni so Jezusa prepoznali, toda mnogi ljudje pa ga niso. Prav nasprotno, Jezus je bil Božji sin, toda Jezusa so obtožili, da uporablja samega Satana, Belcebuba, da z njegovo pomočjo izganja demone. To je bila seveda totalna protislavnost. Satanov demonski interes je imeti čim večjo oblast nad ljudmi, ljudi zasesti, obsesti, prevzeti popolno kontrolo nad njimi. Toda, če je bil demon izgnan, je bila ta oblast nad človekom izničena. Satanov namen je bil s tem pogubljen, izničen. Zato je obtožba, da Jezus z Belcebubom izganja demona, naravnost absurdna. Če bi bilo to res, bi Satan delal proti sebi oziroma proti svojim pomočnikom. Namesto tega napačnega učenja oziroma napačne razlage, Jezus pove nekaj zelo pomenljivega, nekaj zelo globokega. V 27. vrsti smo brali, da je Jezus rekel: Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže, šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Lahko je gospodar hiše še tako močan, tako grozljiv, tako sposoben, toda če pride nekdo, ki je močnejši od njega, še bolj sposoben, potem niti ta močan gospodar hiše nima šanse, nima priložnosti in tisti močnejši ga zveže in izropa njegovo hišo. Vprašanje, ki se nam tukaj zastavlja, kdo je ta močan gospodar hiše in kdo je ta močnejši od njega, ki je onega prvega zvezal in sedaj ropa njegovo hišo. Močan gospodar hiše je Satan. Toda ta močnejši, ki je prišel Satanovo hišo izropati, je pa Jezus Kristus. Velikokrat se nam zdi Satan in njegovo delo, njegovo kraljestvo tako močno. In to je v bistvu res. Satan je zelo močan, močnejši od človeka.
In njegovo delo je vse povsod očitno, uničuje, krade in kolje. Prinaša lažne nauke, povzroča vojne, lakoto in smrt. Vse to je Satanovo delo. In velikokrat se mogoče malo preveč oziramo na njegovo moč, preveč smo osupli nad njegovim delom in ob tem pozabljamo, da je še nekdo močnejši od njega, Jezus Kristus. On je tisti, ki Satana lahko zveže, uniči njegovo delo in njegov vpliv. Ne glede na to, kakšno moč ima Satan, Jezus je močnejši. Ne pozabimo tega. V evangelijih je očitno dejstvo, Jezus je prišel uničiti Satanovo delo. Prišel je izropati njegovo hišo, izničiti njegov vpliv. In zaradi tega so bili bolni ozdravljeni, ljudje so bili zveličani, grehi so bili odpuščeni, ljudje so začeli verovati, demoni so bili izgnani, odnosi med ljudmi so se začeli urejati, za ljudi je bilo poskrbljeno. Jezus je bil kot spomladanska odjuga, veter, ki spomladi zapiha in stopi sneg in takoj požene zelenje, zvončki, trobentice, vse ostalo. Jezus je od Boga prinesel to, po čemer vsak človek hrepeni in potrebuje. Satanov vpliv se je zmanjšal, Božji pa povečal. Toda kaj se je ob tem istočasno dogajalo? Našli so se ljudje, v tem primeru pismouki, se pravi neke vrste teologi, ki so trdili, da vse to, kar Jezus dela, dela s Satanovo pomočjo, da je vse to Satanovo delo. Predstavljamo si lahko, Jezus je delal proti Satanu, ljudje pa so ga obtoževali, da dela skupaj z njim. Božje delo so označili za satansko delo. To je bilo nekaj strašnega, groznega. In potem Jezus pove nekaj najbolj resnega, kar je kdajkoli izrekel. Brali smo, da je rekel, resnično povem vam, človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, koliko jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja svetega duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil. Kaj ima sedaj to veze z onim prej? Jezus pravi, da Božje delo označujemo za satansko, je preklinjanje svetega duha. To je greh proti svetemu duhu. Jezus je bil ob svojem krstu napolnjen svetim duhom in vse, kar je delal sveti duh skozi njega. In zato označevati svetega duha za satansko delo je preklinjanje svetega duha. To je greh proti svetemu duhu. In to je pogosto vprašanje, kaj je greh proti svetemu duhu? To je to, kar vidimo v tem odlomku. To je stanje, ko človek ne prepozna Božjega dela, ne prepozna dela svetega duha. To je stanje, ko se človek neprestano upira Božjemu duhu, svetemu duhu, ko gre namerno v drugo smer. To ni trenutni greh, ampak tako imenovani procesni greh. Greh, ki nekaj časa traja. To je nekaj, kar se nabira, nadgrajuje. In ti pismouki v odlomku so že nekaj časa opazovali Jezusa. Že nekaj časa so spremljali njegovo delo, Božje delo v obljubljeni deželi. Vse, kar se je dogajalo, je očitno kazalo, da je Bog med njimi. Toda rekli so ne. Ne verjamemo, ne sprejemamo tega, nočemo tega, hočemo Mojzesa, hočemo naš tempelj, hočemo naš Jeruzalem, nočemo nebeškega Jeruzalema. Obrnili so se stran, uprli so se Bogu, obrnili so se stran od Jezusa in v tem njihovem zavračanju, v tem njihovem uporništvu jim je njihovo srce počasi zakrnelo in utrdelo. In ker so imeli zakrnelo srce, niso prepoznali svojega greha in ga zato tudi niso priznali in jim zaradi tega njihov greh ni bil odpuščen. Se pravi, zakaj greh proti svetemu duhu ni odpuščen? Ker človek v takem stanju uporništva in zakrknjenosti in nasprotovanja Bogu ne prepozna svojega greha
in posledično ga potem tudi ne prizna, in ker ga ne prizna, mu greh potem tudi ni odpuščen in ga potem večno bremeni. Kakšno veliko opozorilo za vse nas je v tem odlomku. Ta odlomek nas ne obtožuje, da smo preklinjali Svetega Duha, ampak nas opozarja, da naj pazimo, da ne bomo slučajno zdrsnili na ta nivo. Bog še danes dela, še danes je prisoten, spreminja človeška življenja. Bog še danes govori, odpušča, ozdravlja. Pazimo, da se ustrezno odzivamo na Božje delo, na Božjo besedo, na Svetega Duha, da ga ne odrivamo, da se mu ne upiramo, ne gremo vstran, ker bolj in dlje to počnemo, vse bolj zakrneli smo v srcu, vse manj slišimo Božji glas, glas Svetega Duha, vse manj nam Božja beseda govori, vse manj prepoznavamo Boga. Vse se nam zdi narobe, vse se nam zdi brezpredmetno in vse manj potem vidimo svoj greh. Vse do točke, ko ga sploh več ne vidimo. In potem ga tudi ne priznamo in ker ga ne priznamo, nam ni odpuščen in nas večno bremeni. V vsem tem je opozorilo in spodbuda za iti v pravo smer. In takoj po tem odlomku je v Božji besedi še en znan odlomek, še ena znana prilika o sejalcu. Vemo, nič v Božji besedi ni tam naključno. In vse moramo pogledati v kontekstu. Vse skupaj je ena celota. In tudi svetopisemski odlomki si sledijo drug za drugim z določenim zaporedjem, v katerem je sporočilo. Zakaj je torej takoj po tem odlomku o grehu proti Svetemu Duhu odlomek o sejalcu? Zato, ker nam odlomek, ta prilika o sejalcu, kaže, kaj naj delamo, kakšni smo naj, da ne bomo prišli do te točke, kot so bili tisti v Jezusovi okolici, ki so grešili proti Svetemu Duhu. In poglejmo še enkrat, kaj je sporočilo te prilike. Prilika pravi takole. Spet je Jezus začel učiti ob jezeru. Pri njem se je zbrala velika množica, tako da je stopil v čoln in sedel v njem na jezeru, medtem ko je bila vsa množica na kopnem pri jezeru. Veliko jih je učil v prilikah in jim med svojim poučevanjem govoril. Poslušajte, sejalec je šel sejat. Pri sejanju je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo, da ni obrodilo sadu. Druga semena pa so padla na dobro zemljo, rastla, se množila in dajala sad. Eno je obrodilo 30-terno, drugo 60-ternega in spet drugo 100-ternega. In govoril je, kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. In govoril jim je, te prilike ne razumete. Kako boste doumeli vse prilike? Sejalec seje besedo. O poti, kjer se seje beseda, so tisti, ki sicer slišijo, toda brž pride Satan in izruje vanje vsejano besedo. Posejani na kamnita tla so tisti, ki besedo z veseljem sprejmejo, takoj, ko jo slišijo, a v sebi nimajo korenine, ampak so nestanovitni. Ko zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, se takoj pohujšajo. Spet drugi so vsejani med trnje. To so tisti, ki besedo slišijo, toda posvetne skrbi, zapeljivost bogastva in poželenja po drugih stvareh se prikradejo vanje in jim zadušijo besedo, tako da postane nerodovitna. V dobro zemljo vsejani pa so tisti,
ki besedo poslušajo, jo sprejmejo in obrodijo sad. Eni 30-ternega, drugi 60-ternega in spet drugi 100-ternega. Jezus tukaj govori, da vedno, ko slišimo Božjo besedo, oziroma lahko povemo malo širše, vedno, ko Sveti Duh govori v naše življenje, ko želi Bog narediti nekaj v našem življenju, se lahko odzovemo na 4 načine. Tudi na današnjo pridigo, na današnje branje Božje besede, se bomo odzvali na enega od 4 načinov. In kaj so ti 4 načini? Prvi možen odziv ali način je izruvana beseda. Izruvana beseda. Jezus pravi, da včasih, ko pride Božja beseda ali Sveti Duh do nas, pride Satan in nam izruva, odstrani to, kar je Bog vsadil, to, kar je Bog želel narediti. In kako se lahko to zgodi? Kako Satan to naredi? Vemo, Sveti Duh govori v naše misli, v naše občutke. Tudi Satan uporablja enak način govora. Tudi on govori v naše misli, deluje na naše občutke. In točno tega se Satan pogosto poslužuje, ko želi uničiti delo Svetega Duha v naših življenjih. Ko želi uničiti vsejano Božjo besedo. Govori v naše občutke, govori v naše misli in prikaže nam Božjo besedo kot nepomembno, brezvezno, kot nekaj, kar se ne naša točno na nas. Ne, to je pastor pridigal mladim ali pa samo starim, ali pa ne, to je osebno sporočilo za nekoga drugega. Velikokrat nam prikaže Božjo besedo kot staromodno, kot nekaj, kar se ne nanaša na današnji čas. In predstavljam si, v Jezusovem času so ljudje gledali, kaj Jezus dela in kaj uči. In mnogim je tudi Satan na podoben način izruval besedo. Pa to je samo še en čudak, ki se dela, da nekaj je. Vsakih par let se pojavi en takšen, kot je on. Pa ta učenja. Ma kaj je to? Naš rabin 100-krat boljše pridiga kot on, pa ga nihče ne posluša. Pa vsa ta ozdravljenja, vsa ta izganjanja demonov, to mu Belcebub pomaga. Če bi bil od Boga, potem ne bi bil takšen in takšen. Meni se vse skupaj sploh ne zdi to nič posebnega, nič pomembnega. To, kar ta človek dela in uči, to je za navadne ljudi, to je za neizobražene ljudi. Jaz imam višje spoznanje, jaz se učim od Mojzesa. Ljudje so dopustili, da je Satan izruval Božjo besedo. In potem so zakrknili, otrdeli, prešli so v stanje, ko niso prepoznali Boga med njimi. In prešli so v stanje greha proti Svetemu Duhu. Pazimo na naše misli, na naša mnenja, ki se nam pojavljajo, ko slišimo Božjo besedo, ko vidimo delo Svetega Duha, ko smo v Božji prisotnosti. Pazimo, kajti Satan s svojim prekanjenim, zvitim vplivom mogoče uničuje Božje delo v nas in nas posledično pelje vstran od Boga. Drugi možen odziv na Božjo besedo je posušena beseda. Posušena beseda. Vsak, ki želi živeti pravično, bo preganjan. Na takšen ali drugačen način je zapisano v Svetem pismu. In moramo vedeti, da se zelo pogosto zgodi, da ko slišimo Božjo besedo in doživimo delo Svetega Duha, potem nastane neka stiska. Pridemo v neko situacijo, kjer se naša privrženost oziroma odločenost, da bomo poslušni in predani, takoj preizkusi. V nedeljo, na primer, pastor pridiga, kako naj lepo govorimo drug o drugem. V ponedeljek smo pa takoj v neki skušnjavi, da o svojem sodelavcu govorimo vse najslabše. To je še en način, kako Satan poskuša uničiti Božje delo v naših življenjih. Postavlja nas v točno take situacije, da smo v skušnjavi, da bomo prekršili točno tisto, kar smo tik pred tem se trdno odločili, da bomo naredili. Bodimo pozorni na to, bodimo previdni.
Da ne bomo izpadli kot ljudje brez korenine, da se Božja beseda ne bo posušila, še preden je sploh imela priložnost obroditi sad. Tudi v Jezusovem času je bilo tako. Evangelije govorijo o tem, da so mnogi sprejeli Božjo besedo, sprejeli so Jezusa, njegovo sporočilo, njegovo delo. Toda doživeli so pritisk okolice, prišli so v skušnjavo, da se zlijejo z okoliško družbo, prišli so v skušnjavo, da naj delajo točno tisto, kar je Jezus učil, da naj se ne dela. In počasi je njihovo srce utrdelo. Vidimo, eni, ki so bili na začetku zelo na Jezusovi strani, so se pozneje obrnili proti njemu. Njihovo srce je utrdelo in niso prepoznali dela Svetega Duha med njimi. Posušena beseda. Bodimo pozorni, da se kaj takega slučajno ne zgodi ravno nam, ker nočemo, da nam srce utrdi, ampak prav nasprotno. Tretji možni odziv na Božjo besedo je zadušena beseda. Zadušena beseda. Vsi živimo svoja življenja, ki pa niso samo obiskovanje bogoslužij, ni samo molitev ali delo v cerkvi, ampak moramo skrbeti tudi za svoje preživetje. Moramo delati, da lahko živimo. Skrbimo za svoje družine, izobražujemo se, pridelujemo hrano, da lahko jemo. Vse to so normalne potrebe, normalne stvari, brez katerih ne moremo živeti. Mi, kristjani, ne živimo v nekem duhovnem mehurčku, ki bi nas dvignil nad vse to. Toda Jezus pravi, da smo pa prav zaradi vsega tega v neprestani veliki nevarnosti, da bodo ravno stvari, ki so nujno potrebne, uničile Božje delo v naših življenjih. Kar se lahko zgodi je, da nam določene stvari speljejo pozornost od Jezusa v duhovni stvari, na stvari našega preživetja. Te stvari so nujno potrebne, brez tega se ne da. Toda vseeno niso tako pomembne, da bi zaradi njih zanemarili Jezusa, Božjo besedo, Svetega Duha. Ker če to delamo, naše srce počasi utrdi in več ne vidimo Božjega dela v našem življenju. Tudi v Jezusovem času so mnogi skrbeli za svoje preživetje, za svoje delo, za svojo izobrazbo in teda je bilo vse skupaj dosti težje. Niso imeli takih sredstev in udobja, kot ga imamo mi. Tudi njih so te stvari tako prevzele, da niso opazili, da je Božji sin med njimi. Nekdo je rekel, novi pridigar je v sinagogi, ozdravlja, uči, izganja. In odgovorili so mu, nimam časa, moram na vrtu nekaj posejati, moram polje preorati, moram na tržnico. Počasi jih je vse to tako prevzelo, da se niso zmenili za Jezusa, niso ga videli kot Božjega sina in postali so njegovi nasprotniki, označevali so ga za satanovega sodelavca. Vsem tem je veliko opozorilo za vse izmed nas. Vsi smo v takih situacijah, v takih skušnjavah. In četrti možni odziv, rodovitna beseda. Četrti primer je stanje, to je mesto, kjer si vsi želimo biti. To je situacija, ko Božja beseda, ko Sveti Duh govori v naše življenje, v naše srce in se odločimo, da bomo sprejeli, da bomo poslušni in posledično še bolj iščemo Jezusa. Molimo, spremenimo način svojega življenja, če je potrebno tudi popravimo svoje pretekle poti. Odpustimo, kar je potrebno odpustiti, začnemo delati nekaj novega, vključimo se v Božje delo, nekaj damo, ker smo nenadoma radodarni. To je ta rodovitna beseda. Na ta način ne gremo stran od Boga, ampak bližje k njemu. To je situacija, ko se odzovemo in sprejmemo Božje delo, ne pa da ga odrivamo vstran na takšen ali drugačen način. V evangelijih vidimo, mnogi so sprejeli Jezusa. Sprejeli so njegovo delo in njegovo učenje.
Verovali so mu, šli so za njim, naredili so korenite in radikalne odločitve. Njih Jezus ni obsojal in grajal, da preklinjajo Svetega Duha. Ne, prav nasprotno, spodbujal jih je, hvalil, naj ostanejo na tej poti, jih poučeval, kako naj gredo naprej, da so lahko še bolj poglabljali svoj odnos z njim. Jezus je bil med svojim narodom. Eni so ga sprejeli, drugi so ga zavrnili. Označili so ga za Satanovega sodelavca. Niso prepoznali ne njega, ne njegovega dela. In Jezus je imel zelo hude besede za njih. Rekel jim je, da preklinjajo Svetega Duha, ki je skozi njega deloval. Jezus je tudi tukaj med nami, med njegovim ljudstvom, njegovo cerkvijo. On tudi danes želi delati, spreminjati, ozdravljati, osvobajati. A verujemo? A ga sprejemamo? A se odzivamo na to, kar on želi? On nas želi pritegniti v svoje načrte in v svoje namene, v svoje delo. Želi iz nas narediti zveste učence, predane, ljubeče, sočutne. Iz nas želi narediti učence, ki bodo šli in oznanjali evangelij, delali za njega. Kako se na vse to odzivamo? A ga sprejemamo? Rečemo da? Ali pa izruvamo, posušimo in zadušimo njegovo delo? Povejmo danes: Gospod, izročam se tebi, izročam se tvojemu delu. Odločimo se za 4. odziv, za rodovitno besedo. Amen.